pozdravljeni, sva Jana in Leon Kuzma. In bi rada z vami delila, kako Sveti Duh deluje v najinem življenju. Nazadnje tako močno nama je spregovoril, dobro leto, mogoče celo malo več nazaj, ko nama je ena družina ponudila eno lepo otroško sobo. Ja, Leon je bil takoj zagret, seveda. Jaz pa sem videla težave. Težave sem videla v tem, ker sem vedela, da bo to delo. Potrebno je bilo premakniti vsak kos pohištva, zato da bi to sobo umestili v naše stanovanje. In ko sva se tako pogovarjala, Leon ni mogel mimo te sobe. Jaz sem rekla, da ne bi, on je rekel, da bi. In pol sem jaz rekla, dobro, ti se odloči in kar ti bo Sveti Duh povedal, tako bomo naredili. To sem pa povedala zato, ker sva midva tudi del skupnosti Družina in življenje. In so nama tam svetovali knjigo Ljubezen in spoštovanje. Ko sem jaz to knjigo prebrala, noter piše, da mora žena moliti za svojega moža, za Svetega Duha, da bo Sveti Duh vodil njegove odločitve. In če žena moli za to, da bo Sveti Duh deloval v njenem možu, mora tudi verjeti, da je njena molitev uslišana. In tako sem jaz rekla, dobro, ti poslušaj, kaj ti bo Jezus povedal, kaj ti bo Bog povedal, in to bomo pol naredila. No in tako se je začelo. Po najnem pogovoru sem se jaz odpravil v službo, pa seveda poskušam čim bolj goreče prositi Jezusa, da naj mi spregovori na kakršenkoli način, ampak da bo meni razumljiv, res razumljiv, z besedami natančno, tako kot mora biti. Jaz zmolim tisti svoj vzorec, napenjam ušesa, gledam vse reklamne panoje, levo, desno, do službe, pridem že skoraj do službe, poslušam besedila, pesmi, ki se vrtijo po radiju, poslušam reklame, nič. In potem nastane mogoče za eno sekundo ali dve tišina na radio in prva reklama, prvi stavek, ki je bil v reklami, je bil: čas je za hišna opravila. Puf, to je to. No, ko je Leon meni to povedal, sem bila jaz zna. Pa ne na njega, ampak na Boga, ker to nisem jaz hotela. Ampak vse sva se z Jezusom pol zmenila, pa zdaj imamo sobo, pa imamo tudi stanovanje drugače narejeno in je super. Tako, in to nam je bil res velik povod za to, da se naučimo poslušati Jezusa preko Svetega Duha v vsakršni situaciji, bodisi v tej, ko nam je res direkt povedal z natančnimi besedami, preko radija, bodisi preko otrok ali pa v molitvi.